Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je ob dnevu knjižnice pripravila literarni večer z Markom Radmilovičem in Tonetom Vogrincem in predstavitev knjige Vsi me kličejo Tona. V 80 letih dolgem sprehodu po zgodbah svojega življenja legendarni Mariborčan bralce vodi z mojstrsko besedo Marka Radmiloviča in razkriva svoje skrivnosti. Jaz sem padel v en poklic, kjer nisem imel pomočnikov, nisem imel nobenega teoretično funkcionarji, predsednik Smučarske zveze Jugoslavije, ki sem ga glih dvakrat na leto videl, predsednik Smučarske zveze Slovenije, ampak to so bili amaterski športni delavci. In jaz sem prevzel najprej žensko reprezentanco, potem žensko in moško skupaj leta 1974, potem naprej pa 10 let samo moško reprezentanco, ampak moja naloga ni bila samo trenersko delo, ker če bi jaz čakal finančna sredstva, ki bi jih mi odobrila Smučarska zveza Jugoslavije pa Smučarska zveza Slovenije, bi to bilo glih za 1/3 skromnega treninga. In na osnovi tega, te 1/3 ne bi napravili nič. In zato je moja naloga tudi bila poiskati dodatne možnosti, da bi vse skupaj olajšali. Da bi kakšen dinar, kar smo dinarje, prišel še kot drugod, pa da bi nam kdo, kaj sem posodil, kakšen avto, da bi se prijavili, ker takrat je bilo, ko sem sam bil kot tekmovalec, mi smo recimo šli v Val d'Isère ali pa v Červinjo na trening, to potovanje trajalo 2 dni. Z vlakom? Avtobus iz Ljubljane do Trsta, čakaš 4 ure na neki vlak, ki te pripelje do Benetke, pa prestopiti, pa do Milana, pa proti Torinu, pa Šatiljon, pa Červinje ali pa skozi, vraga, tako še ni bo tunela. Ni šel Frežine. Ni bo tunela, ne. Samo vlak je šel, avto ni šel, vlak je šel. V Franciji to je bilo grozno. Naša velika želja je bila kombi, da imeli mi kombi, ne. In zato sem začel razmišljati o tem, kako bi jaz do tega kombija prišel. Ne, da bi se sam vozil, ampak tudi, tako je bilo v tistih časih, biti motoriziran, ne. Jaz sem bil redkih v Mariboru kot študent, ne, ampak sem pa bil v poletnem času vedno zelo angažiran. Jaz sem bil v Zavodu za zdravstveno varstvo, sem podgane ubijal, potem sem bil na mejnem prehodu v Šentilju, sem bil nočni dežurni v menjalnici. Tako sem si vedno neki denar zaslužil, starši mi niso mogli dati, ker nisem imeli te možnosti. In med prvimi sem jaz imel Vespo v Mariboru. Ne novo, ampak Vespa, frajer. Sem se vozil po mestu okoli, takrat ni bo čelat nič, ne. Gledal, če me kdo vidi, ne. Potem, kaj bi dal, da bi dobil avto? In takrat je bil zakon jugoslovanski, da je iz Nemčije prepovedano uvažati osebne avtomobile, to je bilo dalj časa, ne, prepovedano, razen za gastarbeiterje, ki so bili, kaj sem koliko časa v Nemčiji, pa ko so prišli v Jugoslavijo nazaj, so plačali carino, pa lahko spoko vozili, ne. In potem pa se je pojavila, nekaj sem to zvedel, možnost, da pa kamion pa lahko voziš iz Nemčije. Ali kombi, gospodarsko vozilo, v bistvu. Bilo je kamion, ne. Ker je očitno bilo generalno v Jugoslavijo, ki se je takrat novo gradile in vse skupaj, pomanjkanje teh prevoznih sredstev. In ne vem, kdo mi to prišepnil ali kak, da je kamion tudi kombi brez šip. In osebni avto, takrat so bili Opel Karavan, to so bile moje sanje, ki ob strani nima šip. Se pravi, to je dostavno tovorno vozilo. Tega se lahko vozil. Nekaj gremo v Nemčijo. Ampak zdaj pridi v Nemčijo. Najprej v Zagreb, najprej se mora imeti jugoslovansko vizo na občini Maribor, da sploh gre čez mejo. V Zagreb smo hodili zato, ker bi moral imeti za nemško vizo, če hočeš v Nemčijo, praktično nemogoče dobiti. V Zagrebu je bila pa še švedska ambasada in smo tja rekli, da nam naj dajo, oziroma obratno, na nemški konzulat, da gremo na Švedsko. Švedsko vizo smo dobili, da so nam dali tranzit preko Nemčije. Se pravi, je bila velika komplikacija priti v Nemčijo. In tam, kaj bi to skrajšal, da se to... Ni dolga zgodba, je to da... Šli smo pa gor 3. Branko Lebe, moj sotekmovalec iz Brnika, Lojzek Lebe, njegov brat, sotekmovalec iz Brnika in jaz. Lojzek Lebe je imel fičeta, ti 3 smo se nabasali
in Branko Lebe je imel željo kupiti pravi kamion, Deutza 4500, ker je hotel biti prevoznik. In smo se zapravili pred Gradca, tam je imela Lebeta enega sorodnika in je posodil neki denar, jaz sem pa prodal Vespo in sem imel točno 1500 mark. In smo se peljali v Stuttgart. Tam smo našli enega gastarbeiterja, tu en Silvo Žviže je bil, se imenoval. Tam nas je vzel na stanovanje in smo začeli po onih avtohendlerjih iskati varianto. Ne. In to je bil kombi, ki je začel voziti rokometaše moje poleti, mojo ekipo, ko sem imel šipe noter, začetko so bili samo madraci zdaj da noter, nič drugega. In potem smučanje, in to je tudi mi na nek način odprlo še dodatna vrata reprezentance. Da sem jaz bil po kvaliteti v Jugoslaviji, to so bila 60, od 60 do 66, takrat nekje po kvaliteti od 3. do 5. mesta. Tu nekje je bila moja prva dva, sta bila boljša od mene, pa sem jih premagal samo, če kdo od njih padel. Pa tretji pa sem bil par, pa sem tudi imam neke medalje, bronaste z državnih prvenstev, bil sem slovenski prvak, recimo, ne, z istimi, ampak nisem bil jugoslovanski. In zdaj je bilo vedno vprašanje, Jugoslavija je imela kvoto, da 4 lahko tekmujejo na mednarodnih tekmah. Da pa kdo bo ta 4? Ne? A bom jaz, a bo en klinar z Jesenic, a bo ta drugi klinar, ne? Ampak jaz ne zmel kombi. Trener Magušar, ni bilo nobenega. To naj 4. On je tako vedel, ali gremo s kombijem, ali se pa 2 dni z vlakom vozili do Val d'Isère. In to mi je odprlo vrata in najbolj pomembno je bilo tisti trening v Červini v mesecu decembru. Ker če si tam bil med temi 4 so bili, pa 2 ali 3 punce, pa trener Jaka Magušar. Pa na vrhu gor, taki haufen smuči, tisti žaklov. In če si bil tam na treningu prisoten v Červini, ko si nazaj prišel, si od onega 5., ki je doma ostal, taki skok napravo, da ti dokoli zime ni mogel jeti. To je bila blazna prednost, ker tam so mi oreh nasmučali, 10 dni treninga po najboljšimi pogoji. Oni so pa doma gledali, niti televizije nismo imeli, ampak laufali so kondicijo. Tako da mi je to ogromno pomagalo in ta iznajdljivost. Ampak kasneje so mi te izkušnje, pa ta pogajanja, pa znanje jezikov ogromno pomagali, ne, da je reprezentanca začela trenirati pod podobnimi pogoji kot konkurenca. Ne, to je bilo še vse pred Križajevim naslovom evropskega mladinskega prvaka. In tudi se že ponavljam parkrat, ko smo to knjigo izdali, ne, sem vsakemu napisal, tudi tekmovalcem svojim, pa tekmovalkam, pa prijateljem, 40 knjig sem dobil od založbe, ki so šle v trenutku, ne, in Križajev sem najmanj napisal, ne, vsem drugim cele tekste, ne. Križajev sem pa napisal, dragi Bojan, če ne bi bilo tebe, Vejca, ne bi bilo mene. Samo to. In to največ pove, ker je življenjska prekretnica je bila to, da je on to dosegel takrat, ker če on tega ne bi dosegel, ne bi smučarija napredovala, verjetno bi mene odpustili na smučarski zvezi, pa bi pol na koncu končal v tovarni avtomobilov, pa v stečaju tovarne, pa ne vem, kaj bi delal. Ne.